Ja, tako gremo počasi v drugi del oddaje in zdaj verjetno ste že prepoznali, kdo je drugi današnji gost, ne? Tisti, ki pa še niste, pa Saša, lepo pozdravljena. Julija, lepo pozdrav. Evo, danes si ti naša druga gostja. Za uvod pa smo si zavrteli eno pesem, ki je bila nekaj časa nazaj izdana že, ne? Kaj bi svet brez upanja? Pa bi mogoče za uvod te poprosil malo, da zadevo malo pokomentiraš. Ja, kaj bi svet brez upanja je v bistvu pesem, ki sem jo nazadnje izdala in to je bilo letos poleti, julija. Sem jo predstavila tudi premierno na Melodijah morja in sonca, kjer sva nastopala oba skupaj s Sebastianom. Tako da sva danes lepo obujala spomine že. Za njo sem dobila tudi v bistvu nagrado za za najobetavnejšo avtorico in izvajalko festivala, tako da mi je to tudi ogromno pomenilo. In je bil pa nasplošno to moje prvo tekmovanje, tako da lepa izkušnja, lepi spomini. Kako dolgo si se prijavila v bistvu na MMS? V bistvu sem festival spremljala že od majhnega, itak vedno so bile moje sanje nekako nastopati tam, ne. Pa tako, ful mi je bil tak pozitiven festival, vedno seveda melodije morja in sonca, ne, tako da tudi pesemca je taka poletna, vesela. Si imela kakšne pričakovanje potem, ko si oddala kandidaturo? Ne, v bistvu sploh ne. S temi tekmovanji, no, je itak vedno tako, glasba je itak tako subjektivna zadeva, ne, tako da ne smeš se nikoli ful sekirati, ne, če nisi sprejet ali pa pol, če ne zmagaš. Meni se zdi, da vsi, ki smo bili tam, no, da smo bili nekako veseli, da smo sploh lahko to zadevo speljali, itak noben ni vedel do zadnjega momenta zaradi korone, če se bo sploh to dalo. Ja. Tako da smo lahko lepo vse dali čez, da smo lahko pesmi predstavili publiki in da smo dobili tak lep odziv nazaj. To je se mi zdi tisto, kar je najbolj važno. Kljub vsemu si zmagala določeno kategorijo, ne, in tudi to je... Tako, in sem bila zelo hvaležna in vsak nekaj zmaga, ne? zelo lepa popotnica za naprej. Verjetno je naslednja stopnička že kakšna Ema? Ja, bomo videli, kam je bo pot zanesla. Letos se še nisi prijavila, verjetno, ne? Ja, no, to so zdaj bolj take interne informacije, ne. Bomo videli, ne, zdaj še niso razglasili sprejetih tekmovalcev. Podala si ga? Ja, sem se prijavila, ampak bomo videli, kakor sem rekla. Še niso nič povedali? Ne, še, tako da... Kdaj se pa to objavi? Ne vemo, v bistvu tudi mi ne vemo. Za Emo Fresh so že objavili, ne? To sem že videla. Za Emo Fresh so že zbrani, ampak prav za tekmovanje Ema pa še ne, no, tako da moramo fajn držati pesti, ne. Če mi je bilo namenjen, bomo pa videli kmalu, ne. Lahko kaj izdamo, kakšen komad pop, ljubezenski, hiter, počasen? Dajmo zaenkrat kar pustiti takole v vprašajčku, no. Če bo pa slučajno prišlo do tega, no, se pa z veseljem oglasim spet pri tebi, pa še kakšno več rečeva. Ker zdaj ne vem, če koliko spremljaš našo oddajo, ker imamo ful srečo, ne. Tisti, ko ima pesem, ko prije predstavljati, velikrat ali zmaga ali je pa v vrhu, ne. Takrat je tudi v bistvu, no, kak je že bilo ime, ne? Lea. Tudi je bila pri nas, prednji je pesem rekla, zdaj se ne bomo prijavila in vemo, kaj se je zgodilo, ne. Ja, wow, no tako da mi kar srečo prinašamo, ne, tako da mogoče zdaj, ko smo to najavila, ne, mogoče tudi prideš v glavni žreb in potem, kaj pa veš, morda na Eurosong potem pred Italijo, še potem tukaj naredimo kakšen intervju, ne. No, super, z veseljem. Nekaj posebnega bo letos Eurosong v Italiji, ne, tam že dolgo ni bilo, ne. Ja. Saj jaz sem tudi razmišljala, tudi če ne bi prišla tja nastopajoča, ne, da bi šla poslušati, ne. Zdaj pa res, ker je tako blizu, ne, se lahko praktično z avtom zapelješ. Če bodo seveda publika dovoljena, ne. To je pa tudi drugo, ja, ampak jaz mislim, da bo, no, saj tudi lansko leto so nekako uspeli speljati, ne. Ja, čeprav je bilo tako malo, ne. Omejeno, ne? Ja, ampak še vseeno, vsaj kar se mene tiče, se mi zdi 500krat boljše, da so ukrepi pa, da prireditev vseeno je, kakor pa, da sploh ni nič, a ne, tako da. Zdaj nekaj časa nazaj si v bistvu tudi pela z Eldo Viler. Ja, res je, ja. Letos poleti tudi. Verjetno nekaj posebnega? Ja, res izjemen trenutek. Kako je prišlo tega, ste se dogovarjali, ali bo to presenečenje večera? Ne, v bistvu sem jo jaz prvič spoznala, mislim, da na poletni noči 2018, takrat sem prvič nastopala tudi pred tako veliko publiko na Kongresnem trgu in tam sem jo spoznala, no, itak izjemna ženska, že sama po sebi, pa tudi izjemna vokalistka, itak.
Tako da mi je bila to ful velika čast. No. Pol pa še sploh, ko sem zvedela, no, da bova lahko nastopili skupaj v duetu in to celo 2 pesmi, sem bila pa itak presrečna. Katere pesmi ste potem zapele? Nora misel, pa Ti si moja ljubezen. Tako da je bilo zelo lepo. Elda je seveda že zelo stara gospa, ne, tako da so lepo skupaj prišli na oder, sem jo pospremila in sva zapeli pol skupaj v harmoniji in res... Navdušenje med občinstvom, ne? Ja, blazno navdušenje. Jaz, ko sva prvič na vaji na generalki zapeli, sem kar dobila malo solzne oči, a ne. Logično, itak, jaz imam izredno rada slovensko popevko, tako da je bila ona vedno tak velik vzor, tako da sem lahko pa zapela z njo, je bilo pa še toliko lepše. Neko ogrevanje pred emo in... Ja, to zdaj že jasno, ne? Tu se je že začel, ne? To je lahko že promocija, ne? Okej, zdaj predn gremo na tvoj aktualni videospot, ne? Pa tudi tebe čaka glasbeni kviz, ki ga verjetno že težko pričakuješ. Cher smo ti izbrali, ne? Cher, Cher, in za uvod čisto lahko vprašanje, čisto preprosto. Koliko je stara Cher? Koliko je mlada? Koliko je mlada? Ja, vem, da je zdaj že kar visoka to številka. Čeprav zgleda pa ne toliko, to je pa dejstvo. Ne, zgleda pa nikakor ne toliko. Dosti posegov in... Vem, da je že čez 70, če se ne motim. Zdaj gledam, če imaš kakšne mikroizraze, veš, da je staro. Da jaz malo Bom ti poučim. pol pomagal, ja, bom ti pomagal, ja. Okej. Torej najprej moram... Si pa kar bliz, ja. Bliz, okej. Dejva reči 71. 71, žal, ni, ne? 73, 75 ali 77. Evo, zdaj ti pa pomagam, zdaj pa lažje. Dejva 73. Dejva 73 plus 2. A veš, da sem hotela najprej reči 75, Ja, pa ta sem pa sredinska ponovadi je kar, pa sem ne? pa pomislila, ne bom je toliko stara, postarala, ne, ona je sigurno ima mlajša. No, veš, ta je bila moja prva Dober. misel. Okej, nič Okej, hudega. kaj ćemo? Drugo vprašanje je malo že teže, ne? Okej. Koliko album je Cher izdala v svoji dolgoletni glasbeni karieri? To je pa po moje malo višja številka. Ja. 12. Bom zdaj zaupala instinktom. Ok, malo premal. Premalo? Ja. Okay. 26, 28 ali 30. Madonca. Ja, velikih je, ja. Mislim, ko si rekla velik, da boš rekla, evo, 20. Ja, ne. Koliko so bili? 26, 28? 30. 28. 28 minus 2. Ja, zdaj pa ni sredinska. Zdaj pa ni zlata sredina. Ja, zdaj pa ni, ne. Moram malo pomešati, veš. Dobro. Ok, zdaj Ano Golav še očitno ne boma prehitela, ne? Joj. 5 točke zbrala, ne? Ampak saj upamo, da dobiš vsaj eno točko, da se vpišeš na to lestvico, ne? Dajmo. Zdaj odločilno vprašanje. Cher. Igrala je tudi v filmih. Ja. Kolikih filmih? Jaz sem mislila, da me boš pa kakšen naslovu vprašal. Na Mig je bilo kar dosti filmov. Jih je bilo kar dosti. Ja, ona je bila zelo velike igrala. Ona je bila kar igralka, ne? Zdaj iz glave vem, da je bila v Burleski, da je bila super, Mamma Mia 2. To so te bolj novejši, verjetno je bilo pa že prej tudi kaj, a ne? Prva časa je bila neka čarovnica tudi je bila, ne? Tega jaz poznam. Zdaj, ko si rekel, da je v velikih filmih, ne? A bi rekel, da je to velik kot prej, ne? Ali so to kaj nižje številke? Mogoče malo manj. Mogoče malo manj. Dejva reči 13. 13. Malo premal si je rekla, ne? 5. 15, 17 ali 19. 15. Plus 2. To je bila sredinska, ne? Ja. Cher, oprosti, Cher. Dobro, zdaj ve za drugič, ne? Okej. Če bo spet, takrat bo mogoče drug kviz, ne? Ker zadnjica bila zadnjič sem zelo dobra, ne? Ker fajn vam je šlo, ne? Ampak takrat so bile se spomnim, različna ja. področja, ne? Ja. Zdaj pa samo glasba, ne? Letos. To je res. Ne, imam drugače zelo rada Cher, ampak prosto toliko detajle pa Katera priznam. pesem ti je najljubša, preden greva na druge teme? Kaj je že ona If I Could Turn Back Time. Ta je super, ja. To imam zelo rada. Imam zelo rada, ampak toliko Pa detajle ima pa pa nikoli nisem Believe, šla. ne, Believe. Ta je tudi zelo lepa, res. Ok, zdaj pa resno, ne? Skupaj zmoremo vse Ja. in tudi Rene Markič ti je pomagal, ne? Ja, res je.
ujela sva se, super se mi zdi v tej pesmi. Vi ste se prej poznala ali kako je bilo to? Ja, v bistvu spoznala sva se prvič na popevki 2018, ko je slavil moj Alex takrat. Jaz sem pa v bistvu pela takrat back vokale, tako da sem jih pela tudi Reneju in sva se že tam spoznala. In že takrat, no, sej itak to je zelo na hitrco, pa itak imaš druge stvari v glavi, ampak so se že takrat ful ujela, no, sem videla, da je ful fajn, ful simpatičen, tako da pa so bila itak seveda takoj oba z veseljem za, da sva združila moči za ta duetek. In kako je bolj sodelovanje z to trgovino? Ja, v bistvu trgovina je naju povabila k sodelovanju, no, ni bilo obratno. Vi ste njim poslali to pesem ali Ne. to videl? To je v bistvu v osnovi pesem že obstajala prej, sicer v romunščini, in je to prav pesem Lidla. Torej, oni so želeli narediti slovensko verzijo. Pesem je že obstajala? Tako. Torej, jaz sem si zapisal, gre za priredbo pesmi Poem. Tako. Poem se čuje pa slovensko. Ja, sej v bistvu je verjetno v velikih jezikih se izreče. Poem, to je romunski poem. Tako, to je naslov, ampak ja, v romunščini. Melodija je ista, samo besedilo sta potem malo po svoje. Besedilo je pa v bistvu v slovenščino prevedel Feri Lajnšček. On je v bistvu tu zraven. Tako, in oni so pa želeli narediti to Lidlovo pesem v slovenščini in so potem zbrali naju, da jo zapojeva in so bila itak seveda z veseljem za. Oni so zadevo, vi sta potem dobila ta koncept in sta potem... Tako. Kdo drug je še pomagal pri projektu? V bistvu ekipa je bila ogromna, spot je bil tudi res prav na filmskem nivoju, snemali smo 3 celotne dneve. Naporno, ne? Je bilo kar naporno, priznam, ker je bilo res... Neka poroka, mislim, od spoznavanja do poroke. Vse se je zgodilo, od spoznavanja do poroke, do potovanja po svetu, do vožnje z avtomobilom, res to je bilo... ful na nivoju, no, in snimal je Sven Peprovnik, on je en izmed najbolj priznanih snemalcev pri nas in celotna ekipa je bila zelo na nivoju, tako da sem zelo vesela, da sem bila lahko del tog velikega projekta in tudi jaz izkusila mečken, kako izgleda to snemanje res profesionalno, ne. In tudi artikle ste malo propagirali, ne? Ja, malo je pa treba, ne. Malo ste se najedli. Smo se pa kar najedali, ja, je bilo kar fajn. Zdaj, spot ima res 270,000 ogledov, kar je ogromna številka, ne? Ogromno, ja. Pa tu ni tako dolgo tudi gor, ne? Ja, zdaj je par mesecev, kdaj pa je vam prišel oktobra, se mi zdi. A si pričakovala, da bo toliko gledal? Pa iskreno se mi je kar malo dozdeval, no, ker itak gre tukaj za Lidl, oni so naredili ogromno promocijo in na televiziji, pa tudi pesem se mi zdi ljudem zelo všeč, ker tudi oni seveda, pa mi nismo vedeli, kako bo to prišlo naprej, ampak probali smo in z videospotom narediti tako lepo ljudsko zgodbo, da bo ljudem res blizu in tudi naslov Skupaj zmoremo vse, nekako tudi besedilo v teh koronskih časih, da če združimo moči, da gre vse. Kot neka himna, ne? Tako, ja, na nek način. Je že kjera tvoja druga pesem imela 270,000 ogledov? Zaenkrat še ne. Je pa Piran, nazaj v Piran, lih pred kratkim presegel 100,000 ogledov. Še malo. Tako da še malo mu manjka in sem zelo ponosna. Ti je kaj zanimivo, ko gledaš to reklam po televiziji, pa sebe, ko vsakodnevno vrtijo? Ja, moram reči, da ne gledam toliko veliko televizije, da bi jo tokrat ujela. Me pa drugi vedno ujamejo, pa mi pa pošiljajo, pa mi rečejo. Veliko je tudi takih, ki recimo me najprej ni prepoznal, pa jim rečem, ja, pa skupaj zmoremo vse, ne, združena. In pa tako, to si ti, wow, ne. Ja, po glasu, ja. Ja. Pa še pa tisti tak zvok in ne opaziš takoj, ne? Ja, ker na reklami se pa ne pojaviš, ne? Vse se tudi pojavim. A se pojaviš, Tudi. Veš pa tudi reklame ponad vrtim naprej, ne? Pa res, to sem pa tudi jaz skriva, tako da priznam. Vedno gled za nazaj, ker reklame so vsakih 15 minut že malo nadležno, tako da. Tule sem si tudi zabeležil, da tudi imate neko pesno študirano z Omar Naberjem, to drži? Ja, ta pa je še v nastajanju. Je še v nastajanju, v kreativnem procesu. Gre pa za pesem naslov je Glas srca. Je tudi zelo lepa. Po moje lahko tudi že povem, da v videospotu bosta nastopala Boris Kavaca in Milena Zupančič. Tako da gre za res lepo pesem, lepo tako ljubezensko zgodbo. Tudi v videospotu sta se one dva seveda izjemno izkazala in tudi to mi je bilo neverjetno v bistvu gledati njiju, kako sta igrala, kako sta interakcijo imela drug z drugimi, tako sta to fenomenalna igralca.
Tako da tudi zelo Ogromne lepa izkušnja. izkušnje, Ja. Super. Še letos, to je ta komad, ki ga bo verjetno letos bo odzunil? Ne, letos žal ne. Ga pa lahko pričakujemo drugo leto. Seveda nas lahko gledalci naju oba z Omarjem pa mene spremljajo na socialnih omrežjih in bova tam sigurno vse natipkala, tako da boste na tekočem. Super. Preden pogledamo spot, pa bi se ti zahvalil, da si prišel na studio, da si nam malo pojasnila zadeve glede spota. Ja, hvala. Za konec pa se je tudi zadnja beseda in izvoli tudi to pesem primerno, da predstaviš našim gledalcem. No, dragi gledalci, pesem ste verjetno že slišali v reklami, pa če ste vedeli ali pa če niste vedeli, da jo pojem tudi jaz, evo, zdaj boste vedeli. Želim vam seveda lep, čudovit december, poln miru, predvsem, da boste zdravi, da boste veseli in ta naslov pesmi se mi zdi, da poveže kar vse, skupaj zmoremo vse.